Zaradi Šutarjevega zakona razkol na levici. Jaša Jenull, znan kot aktivist, je na spletu očital, da se v Sloveniji dviga fašizem. A tokrat s prstom pokazal na Gibanje Svoboda. Poslanca Lenarta Žavbija pa je zaradi njegovih izjav prikazal oblečenega v nacistično uniformo. In kako odgovarja Žavbi? Oster je, več pa Janez Vsenik. Jaša Jenull je ob kritiki Šutarjevega zakona na omrežju X razburkal s fotomontažo, na kateri je poslanca Svobode prikazal v nacistični uniformi. Očitek ob tem pravi, da Gibanje Svoboda svojo politiko tlakuje pot v fašizem. Kadar sredinske stranke ali pa politiki sredine začnejo uporabljati izraze, kot je dovolj je bilo korenčkov, čas je za palico in pozivati k taki represiji in sprejemati zakone po hitrem postopku v 10 dneh, za katere pravniki opozarjajo, da so ustavno zelo problematični, da take poteze zgodovinsko gledano tudi vodijo v prevlado skrajne desnice. Ta zakon ima približno 40 členov. Ali je vmes kakšna stvar, ki je mogoče na meji neustavnosti, verjetno. Zato pa obstaja zakonodajni postopek, kjer bomo to, kot sem že prejšnji teden tudi komuniciral, potencialno še popravljali. Med Gibanjem Svoboda in aktivisti, ki so bili predvsem aktivni proti prejšnji vladi, so razpoke že dalj časa vse večje. Jaz imam popolnoma enake kriterije do te vlade, kot sem imel do prejšnje vlade. Da ne dopustimo, da skrajneži pišejo ideološke smernice leve sredine. Če je ustrajanje na ustavi, na človekovih pravicah, na varstvo pred zakonom, na tem, da se zakon ne bi smel uporabljati kot v smislu socialnega kaznovanja, ljudi, če je to za gospoda Žavbija ekstremizem. Uporablja iste metode kot skrajna desnica, zelo podobno tistemu, kar smo videli eno leto nazaj na naslovnici Demokracije. Upodobljene poslanke so zaradi te naslovnice tožile časnik Demokracija. Premijer Golob je napovedal tožbo proti Alešu Štancerju, ki ga je primerjal z Mussolinijem. Bo tudi zdaj padla tožba? Razmišljam o tem, bi pa ne želel takim posameznikom dajati preveč pozornosti. Potem pa se moramo vprašati, ali ni to znak, da je kultura političnih debat zares zašla v slepo ulico. V šoli retorike te naučijo, da ko nimaš več nobenega argumenta, potem vam potegneš Hitlerja. Mogoče, če je bilo to res pred 20 leti, da nek argument z uporabo Hitlerja ni na mestu, tukaj pa dejansko smo priča porastu skrajne desnice. A bolj kot brskamo po zgodovini, bolj je nekaj žalostno. Slovenskega Roosevelta nikakor ne najdemo.